Mazda 3 je še eden vzorčnih avtov, ki kažejo aktualne trende v avtomobilizmu. Kajti trojkina oblika je točno takšna, kot jo danes kupci zahtevajo. Kdor danes ne kupi SUV-ja ali nečesa nepopularnega, zagotovo kupi nekaj športnega. Skoraj izključno se tako danes kupujejo zgolj vizualno strastne različice, razne tako imenovane GT-Line, ST-Line, R-Line in podobne različice. Da je športen videz danes pravzaprav ključnega pomena, so pri Mazdi vzeli zelo resno. Saj smo res že navajeni, da so Mazdine maske gepardovsko napadalne, a tisto, kar tokrat še posebej vznemiri ali pa vsaj preseneti, je mišičast zadek. Hladnega vas nova trojka preprosto ne bo pustila, pa četudi v za naš okus ponesrečeni sivini. A še bolj je novo dejstvo, da ta kupejevsko športna oblika pobere davek v kabini. Tega od Mazde nismo pričakovali. Na zadnji klopi je utesnjeno, pa niti ne v centimetrskem smislu, gre predvsem za občutke utesnjenosti, zaradi nenormalno ozkih oken so se naši otroci recimo počutili kot v tanku. To lahko polarizira oziroma klasične kupce tovrstnih kombi limuzin pošilja v druge avtomobilske segmente. Tu je Mazda izbrala brezkompromisno pot, kar pa seveda ni kritika, ampak zgolj pojasnilo, da boste vedeli, kaj pričakovati. Občutki so seveda izrazito športni tudi za volanom, a vozniki si ponavadi teh želimo bolj kot pa sopotniki. Vozniki za volanom radi postanemo eno z avtomobilom in v tem pogledu nova trojka zablesti. Avto je izredno miren v ovinkih, še posebej v hitrih, dolgih ovinkih gre trojka kot po tračnicah. In kako zelo voljno gre v ovinek. Natančno tja, kamor voznik želi. Definitivno je to eden najbolj vozniških avtov ta hip. Zagotovo je na ravni trenutnega razrednega prvaka Focusa, s katerim pa po novem sploh ne tekmuje več. S prefinjeno, urejeno kabino namreč trojka povsem jasno cilja celo k premijskim članom te velikostne druščine, torej na Bavarsko in k Švabom. In ko končno v notranjosti začutiš ta Mazdin premik od klasične k nemški trojici, tudi razumeš, zakaj je nova trojka oblikovana tako zelo izrazito čustveno in neracionalno. V premijskem segmentu so pravila zelo drugačna.